Cari fratelli e Dragi sorelle, bratje in sestre, sono lieto di rivolgere il mio saluto a voi z veseljem pozdravljam vas, ki sodelujete na 4. mednarodnem srečanju o glasbi, ki ga pripravlja Papeški svet za kulturo o sodelovanju s Papeškim institutom za cerkveno glasbo in Papeškim liturgičnim institutom Univerze svetega Anselma. Zahvaljujem se kardinalu Gianfranco Ravasiju, ki je pobudnik tega dogodka. Želim, da bi vaše razmišljanja, ki imajo za temo teksti in konteksti, mogla obogatiti cerkvene skupnosti in tiste, ki delujejo na glasbenem področju, ki je zelo pomembno za bogoslužje in evangelizacijo. V knjigi preroka Izaija naletimo na tole spodbudo. Pojte Gospodu novo pesem, njegovo hvalnico s konca zemlje. Znano je, da je svetopismo navdihnilo neštete glasbene izraze, med katerimi so temeljne strani zgodovine glasbe. Mislimo na gregorijansko petje, na Palestrino, na Bacha. Navdihnilo je veliko raznovrstnih skladb po vseh 5 celinah. Tudi različni sodobni avtorji so se spoprijeli s svetimi besedili. Mnoge cerkvene skupnosti so v zadnjih desetletjih znale interpretirati ta besedila, bodisi tako, da so sledile novim glasbenim oblikam, bodisi z ovrednotenjem stare dediščine. Glasbena dediščina cerkve je namreč dovolj raznovrstna in lahko poleg bogoslužja podpira koncertno izvedbo v šoli in pri katehezi, pa tudi v gledališču. Vemo pa, da se je od začetka pandemije COVID-19 dejavnost na glasbenem področju močno zmanjšala. Moja misel je namenjena vsem, ki so to globoko občutili. Glasbenikom, ki se jim je njihov poklic postavil na glavo zaradi zahteve po razdalji. Tistim, ki so izgubili delo in družbeni stik. Tistim, ki so se morali v zahtevnih razmerah spoprijeti vzgojo, izobraževanjem in skupnim življenjem. Številni so si zelo prizadevali, da bi še naprej ponujali glasbene storitve z novo ustvarjalnostjo. Gre za prizadevnost, ki ni pomembna samo za cerkev, ampak tudi za javno obzorje, za isto mrežo, za tistega, ki dela v koncertni dvorani in na drugih krajih, kjer je glasba v službi skupnosti. Upam, da se bo tudi ta vidik družbenega življenja lahko prerodil, da bomo spet peli in igrali, ter skupaj uživali v glasbi in petju. Miguel Cervantes v Don Quijotu pravi: kjer je glasba, ne more biti nič slabega. Številna besedila in skladbe, preko moči, ki jo ima glasba, spodbujajo osebno vest posameznika in ustvarjajo tudi vesoljno bratstvo. Prerok Izaija je v istem odlomku nadaljeval: dolgo sem molčal, tiho sem bil in se premagoval. Dober glasbenik pozna vrednost tišine, vrednost pavze. Izmenjevanje med zvokom in tišino je rodovitno in omogoči poslušanje, ki ima temeljno vlogo v vsakem dialogu. Dragi glasbeniki, skupni izziv je, da poslušate drug drugega. Pri bogoslužju smo povabljeni, da poslušamo Božjo besedo. Beseda je naše besedilo, glavno besedilo. Skupnost pa naš kontekst. Beseda je vir smisla, razsvetljuje in vodi pot skupnosti. Vemo, kako pomembno in potrebno je zgodovino zveličanja pripovedovati z besedo in v jezikih, ki jih lahko dobro razumemo. Tudi glasba lahko pomaga svetopisemskim besedilom, da spregovorijo o novih in drugačnih kulturnih okoljih, tako da Božja beseda lahko učinkovito doseže in srce. Odločili ste se, da boste na svojem srečanju pozorni na najrazličnejše glasbene oblike, saj izražajo raznolikost kultur lokalne skupnosti, vsaka svojim etosom. Predvsem mislim na avtohtone civilizacije, v katerih je pristop k glasbi povezan z drugimi obrednimi prvinami plesa in praznovanja. V tem okviru se lahko pojavijo vključujoče pripovedi v službi evangelizacije. Celostno doživetje glasbene umetnosti namreč vključuje tudi razsežnost telesnosti. V ljudskem izročilu pogosto naletimo na paralelizem. Dobro se počutiti, da bi dobro peli, in dobro peti, da bi se dobro počutili. Rad bi končal z vprašanjem, ki se v stanju, v katerem se nahajamo in ga je izzvala pandemija, poraja samo od sebe. Je tišina, ki jo doživljamo, prazna ali smo v fazi poslušanja? Je prazna ali smo v fazi poslušanja? Bomo kasneje dovolili pojav nove pesmi? Besedilo in kontekst, ki sta sedaj predstavljena v novi obliki, nas spodbujata, naj svojo pot nadaljujemo skupaj, ker je skladnost src globlja kot skladnost glasov. Glasovi, glasbeni instrumenti in skladbe v sedanjem kontekstu še naprej izražajo harmonijo Božjega glasu, ki vodi do simfonije.
to je do vesoljnega bratstva. Affido a Dio il vostro impegno perché lo sostenga. Vaše prizadevanje izročam Bogu, da ga bo podprl in mu dal rodovitnost. In vse vas prosim, da molite zame. Blagoslovljeno delo. Hvala.